Petkova? Centrifuga. He was going to go, but he thought I was going to go. He wasn't going if I wasn't there. Če bi prišel Putin, bi tudi Trump ali je obratno. V nekem trenutku je ta teden visela v zraku celo ideja, da bi za pogajalsko mizo v Carigradu prvič lahko sedela trojka Putin, Zelenski, Trump in iskala pot za končanje vojne v Ukrajini. Ne le, da ni prišel, Putin na diplomatski ples v Turčijo ni poslal niti ministrov, pač pa njihove namestnike. In ko se je Zelenski pritožil, se je iz Kremlja usulo. Клоун! Неудачник! Человек вообще... Klovn, neizobražena zguba, patetičen človeček, bo govoril o strokovnjakih. Čeprav je Zelenski že kdaj prej pokazal, da zna po javnih klofutah velesil dokaj elegantno vstati, postaja očitno, da v pogajanjih ni zares pomemben faktor. Ne glede na vse je že to, da so se neposredna pogajanja začela, korak naprej, Faris Kočan in Klemen Grošelj. Absolutno gre za neke povoje, pomembne povoje, ne govorimo torej o prvi meddržavnimi pogajanji ali pa vsaj pogovori, ki bodo morali steči in enostavno tu mislim, da bo morala tudi Evropska unija kaj več narediti, ker trenutno se zdi, da se v bistvu Trump pogaja v imenu celotne Evropske unije, celotne Evrope in to, kar se bo Trump dogovoril z Putinom, bo Zelenski na koncu moral podpisati. To je tudi paradoks celotne zgodbe, če zelo pozorno spremljamo, ne? Celotna iniciativa se je začela z evropskim ultimatumom, da mora do 12. maja Ruska federacija sprejeti odločitev o 30-dnevni prekinitvi ognja, s čimer je pravzaprav odprla možnost, sploh da se je začel ta pritisk za neposredna pogajanja. In tukaj lahko domnevamo, sicer dokazati tega ne moremo, mogoče bo zgodovina kdaj razkrila, da očitno so bila neka pogajanja med Rusijo in Združenimi državami Amerike. In Turčija je tu igrala neko mediacijsko vlogo, ker zelo nenavadno je, da je Putin takoj po samem ultimatu, če tako rečemo, evropskem poklical in kontaktiral Erdogana in začel to pobudo o nadaljevanju pogajanj, ki pa, če smo zelo odkriti, to je na nek način kapitulacija. Vsaj na Krim lahko Ukrajina pozabi, če ne tudi na ostala zasedena ozemlja. Pomembno pa je tudi to. Ena raven pogajanja je ta neposredno ukrajinsko-ruska in ta očitno Rusija tukaj želi najprej imeti tehnično raven dogovora, medtem ko v ozadju, in to je zdaj dejstvo, potekajo pogajanja na ravni ZDA, se pravi Trump, Putin in Erdogan kot posrednik. Se pravi, to je tisto, kar so mnogi podarjali, da ko bo dogovor o Ukrajini, bo to širši dogovor. Dogovor o določenih interesnih sferah. Nothing's going to happen until Putin and I get together, okay? Dokler se Trump in Putin ne dogovorita, ne bo ničesar. Za Trumpom je sicer bleščeča zalivska turneja, kjer so ob kulisi marmornatih soban deževali bankovci. Trump se niti ni trudil dajati vtisa, da je tam kot voditelj prve demokracije sveta, ki izpostavlja pomen človekovih pravic in podobne obrobne zadeve. We appreciate those camels. I haven't seen camels like that. You take a look at this room. This room is the real deal. That's called white marble. It's very hard to buy. Med občudovanjem kamel in marmorja so v zalivskih državah zelo dobro prebrali Trumpa, še posebej v Katarju, kjer mu ponujajo $400 milijonov vredno letalo, da bi postalo predsedniško. We all like beautiful aircraft. Ameriški predsednik velja za skoraj obsedenega z letali. Ima tudi lastna, že v prejšnjem mandatu je Boeingu naročil 2 novi predsedniški letali, a se je dobava zamaknila vsaj v leto 2028. Trenutni Air Force One je star 40 let. Katar mu ponuja luksuzno letalo svoje kraljeve družine. Domoljubni predsednik bi se prevažal v letalu tuje države, kar je težava tudi v varnostnem smislu, še posebej, ko govorimo o državi, ki je prej očital podporo terorizmu. Očitno ji zdaj povsem zaupa. I could be a stupid person say no, we don't want a free, very expensive airline. Le neumen človek bi zavrnil zastonj letalo. Znan je sicer ameriški rek, da ni zastonj kosila in človek se mora ob 400 milijonskem darilu zamisliti. Če pozabimo na ustavo, ki Trumpu tega ne dovoli, zato bo donacija opravljena prek obvoda, ne potihnejo vprašanja, kaj Katar dobi v zameno. Res je družba Qatar Airways od ameriškega Boeinga naročila za kar $200 milijard letal, kar je odlično za ameriško gospodarstvo.
And congratulations to Boeing. Get those planes out there. Ampak težko je verjeti, da recimo poslovni dogovori družinskega podjetja Trump Organization, ki v Katarju pod vodstvom predsednikovih sinov kujejo velike gradbene načrte, potekajo povsem mimo predsednika. Ničesar ne gre trditi, se pa ustvarja vsaj videz, zaradi katerega se utegnejo Američani čez leta Trumpa nostalgično spominjati v smislu, ako je krao in nama je dao. Vsaj nekateri. Sem že omenila, da je vse posel? Ob $600 milijard vrednih poslih, ki jih je Trump sklenil v Saudski Arabiji, je na turneji odpravil sankcije zoper Sirijo in se celo rokoval z začasnim predsednikom Al-Sharo, sicer nekdanjim članom Al-Kaide, za čigar glavo so ZDA še nedavno ponujale $10 milijonov. Tako je poročala Carmen Švegel. Ko je seveda Trump prešteval vse te milijarde, ki mu jih je Saudska Arabija obljubila, mu očitno ni mogel zavrniti te želje in se je strinjal z rokovanjem, nekoliko cinično bi lahko rekli, da je to bilo rokovanje za $600 milijard, ampak gre za veliko pomembnejšo stvar. Tukaj bodo se lahko začeli stekati denar, naložbe v Sirijo. Ko so v zalivskih državah razčistili, kdo Trump je, so očitno vzpostavili tudi cenik. He passing me by, he just pulled my head onto the trash bin. Just punching in the body and slap in the head. He said that it was a joke, but for me it's not a joke because he always hit me. Ta pričevanja o nasilju nad tujimi delavci bi lahko bila zgodba o divjem kapitalizmu tudi pri nas, ampak ne bo. Razkritje Tarče o novem primeru surovega ravnanja, celo o preprodajanju Filipincev, je sramotno. Tudi to, da v takih primerih vidimo ukrepe ponavadi šele po medijskih objavah, ni idealno. A ukrepi se vendarle zgodijo. Poglejmo k turškim delavcem z drugega tira, ki živijo v ograjenem delavskem naselju v Orehku pri Postojni. Že v začetku je bila situacija čudna. Od zagotovil turškega podjetja Japi Merkezi leta 2021, da bodo vsi izhodi delavcev nadzorovani, organizirani, tako da se delavci naj ne bi prosto gibali po vasi. To bodo delavci, ki bodo garali 7 dni v tednu. Po njihovih besedah bodo imeli vodene izhode, torej obiske Postojne in tako naprej. Ko jih je turško podjetje zapustilo v Orehku, je med njimi zavrelo zaradi ustrahovanja delodajalcev, da bodo ostali brez vsega, pa tudi zaradi bivanja v naselju, ki je praktično zapor. Državni sekretar Dan Juvan. Ker ne delajo in v tem okrog tega kempa ni nobene infrastrukture. Nimajo kam iti. Če nimajo svojega lastnega avta, zdaj tudi avtobusnih prevozov več nimajo. Včasih so vsaj to imeli. Je pa tudi res, da tudi ta tabor ni glih vreden Republike Slovenije. A takoj po medijskih razkritjih. Now is good for everything. Thank you so much. After your news. Se zadeva rešuje. Nauka te zgodbe sta dva. Še vedno imamo slabo mrežo javnega prevoza, ki so jo ironično Turki pomagali izboljšati. Še vedno pa živimo tudi v državi, kjer se v nasprotju z večino preostalega sveta odzovemo na teptanje človekovih pravic in kjer je z akcijo možno kaj spremeniti. To nas privede do nedeljskega referenduma, kjer so zmagali vsi. Desnica je zmagala, ker je z veliko večino dobila referendum, ker je še veliko več ljudi ostalo doma, pa so zmagali tudi na levi. Mi srčno upamo, da bo ta rezultat tudi umiril stranko SDS, ker je zdaj pač jasno, kakšen je njihov doseg. Pripeljati več kot 400,000 ljudi na referendum proti tehničnemu zakonu ni mačji kašelj. Desnica ima leto pred parlamentarnimi volitvami volivce že v dobri formi in na štartnih položajih. Pa vendar so z grobo kampanjo spet brcnili med rebra tiste, ki so pozabili, proti čemu so tako množično glasovali leta 2022. Dejan Verčič. Mislim, da je Janez Janša imel popolnoma prav, ko je rekel, da sta bili dani 2 klofuti. Ampak včasih klofute delujejo budilno. Tako da dobiti klofuto ni nujno slabo. Še 2 zanimiva momenta. Potem, ko se Anže Logar že dolgo trudi speljati svojo dirko do volitev brez izstopanja in je bil neviden tudi pred referendumom, je po njem, skupaj z NSI, pobegnil pred glavnino in vložil interpelacijo zoper Asto Vrečko.
Kolesarski poznavalci radi povedo, da pobeg redko uspe, poskrbi pa za vidnost našitkov sponzorjev na televiziji. Do cilja preseči sredinsko črto se zdi še daleč. Pomežik in poljub tja čez je sicer poslal tudi Janša, natančneje socialnim demokratom. Ena od strank vladne koalicije ni pozivala na bojkot, se pravi nekaj vsaj približno zdravega razuma, kar se tiče temeljnih osnov demokracije. Obstaja tudi v levem spektru slovenske politike in to mogoče daje neko upanje, da bo tudi tukaj nastala neka struktura, ki bo stabilna, ki bo suverena in s katero bo potem možno graditi mostove, delati na cilju, da Slovenija končno zadiha z obema kriloma lastnih pljuč. Morda bi v SD javno raje od tega dobili klofuto. Pa se ustavimo še malce pri bojkotih. Zaradi tega, ker EBU Izraela kljub pozivom ne izključi iz tekmovanja za pesem Eurovizije, se vrstijo tudi pozivi k bojkotu, a denar je močnejši. Pomembno se je zavedati, da se Izrael ob vseh izdatkih za genocid trudi biti tudi glavni sponzor Eurovizije, ker s sodelovanjem normalizira svojo podobo pred domačo in tujo javnostjo. Marketinški strokovnjak Matjaž Klipšteter. Ali je to kultura, ali je to šport, pravi pri vsebinah, s katerimi se lahko ljudje identificirajo. Tu ima kapital interes in vedno znova je zdrav. Ne samo kapital, tudi politika seveda vlaga v te vsebine. Ljudje hočejo videti zvezde, hočejo videti zmagovalce, z njimi čutiti, se z njimi povezovati in so pripravljeni žal marsikaj spregledati. K zavedanju, ne pa bojkotu, pozivava tonski mojster David Lap in Urška Sobočan Ivanovič.